sploh ne bi rabili 1 uro razpravljati o tem. Jaz sem zdaj v tem enem dnevu toliko enih sreč odkril, s katerimi živim. Evo, zdaj smo live, drugače že pišete. In smo. Ni moj. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli na spremljevalnem programu Maratona pozitivne psihologije. Lepo vas pozdravljam v imenu celotne ekipe projekta Kakosi. Kaj sploh je Kakosi? To je projekt, s katerim študentke in študentje psihologije osveščamo o pomembnosti skrbi za duševno zdravje, tako da če vas tematika zanima, ste vabljeni in vabljene, da nam sledite na Facebooku in Instagramu, kjer vsak teden delimo zanimive, informativne in zabavne objave, spomladi in na začetku oktobra pa organiziramo brezplačni program, poln okroglih miz, predavanj, filmskih večerov in podobno. Preden začnemo z okroglo mizo, bi se rada še zahvalila Škodi Slovenija, brez katerega tega dogodka ne bi bilo, in pa ekipi Video Lectures, ki vse snema. Hvala. Vas, gledalce in gledalke pa, ker so vsi ti dogodki brezplačni, naprošamo, da namenite 10 evrov ali več projektu Hrane ne mečemo stran. V komentarjih najdete povezavo do strani AdriFund, kjer lahko v zameno za te odlične dogodke podprete tudi projekt Hrane ne mečemo stran. Obenem pa vas vse pozivam tudi k temu, da našim gostom za okroglo mizo postavljate vprašanja. Napišite jih kar v komentar pod video prenos. Lep pozdrav tudi našim gostom! Najprej bi vas prosila, če se lahko na kratko predstavite in nam poveste nekaj o sebi. Pa mogoče, če začnete kar zakonca Mrgole. Ja, jaz sem Albert Mrgole, psihoterapevt na koncu vseh nekih iskanj sreče. In ja, delujeva skupaj z ženo v Zavodu Vezal. Evo, v 2 stavkih. Ja. Albert je povedal en del, bom povedala drug del jaz, sicer 35 let skupaj, imava 4 otroke. Sva avtorja uspešnice Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, in če jaz zase rečem, v bistvu moje poslanstvo je to, da pomagam ljudem k nekemu boljšemu počutju, ki je tudi en del sreče, k nekemu občutku varnosti. Hvala. Aleksander, lahko vi nadaljujete? Aleksander, psiholog. To sem jaz, evo. Bom z načinom, kako govorim, delam, prispevam k tej debati še več povedal o sebi. Evo, hvala lepa. Hvala. In pa še Tjaša. Ja, pozdravljeni, jaz sem Tjaša Kos, psihologinja, delam kot psihoterapeutka v privatni praksi, zdaj skoraj že 20 let, ko nekaj časa se je nabral, in ja, sreča, iskanje tistega našega notranjega bistva je v bistvu eno moje vodilo, ki me je vodilo skozi moje lastne iskanja, ja, na poti do sreče za sebe in za ljudi, ki jih srečujem v svoji praksi, v svojem življenju. Sem zelo vesela, da smo danes tukaj. Enako. Tudi mi smo zelo veseli, da ste si vsi lahko vzeli nekaj časa za naš dogodek. In glede na to, da imamo okroglo mizo o sreči, bi najprej začela z vprašanjem za Tjašo, in sicer, kaj je sreča? Ja, tega vprašanja sem se najbolj bala. Zato, ker je eno takšno kompleksno vprašanje, in ko danes razmišljam o tem, je najboljši odgovor, da je sreča za vsakega nekaj individualnega, nekaj posebnega, nekaj svojega. Mogoče najbolj lahko opredelimo srečo, da srečo doživljamo kot čustvo, takrat, kadar delamo ene aktivnosti, ki jih doživljamo kot prijetne in hkrati smiselne. To pa se bo razlikovalo za nas, v različnih življenjskih obdobjih, v različnih momentih.
bomo nekaj drugega doživljali, predvsem kot smiselno. Zame je bilo nekaj drugega smiselno, ko sem bila stara 20 ali pa danes. In podobno je s prijetnim. Se pravi, sreča je nekaj individualnega, subjektivnega, mešanica med prijetnim in smiselnim. Hvala. Bi še kdo kaj dodal? Ja, se mi zdi dobro, da ste začeli z tem temeljnim vprašanjem. Jaz bi nedopolno, je bila zelo lepa predstavitev tudi kolegice Tjaše. Meni se zdi, da gre pri sreči za izjemno intenzivno in kratkotrajno čustvo. Poudarek je na intenzivno in kratkotrajno čustvo. Tako da ta kult iskanja stalne neke sreče v bistvu postavlja neko čustvo kot disfunkcionalno. Čustva so sporočila, ki nam jih naša notranjost daje, a smo mi v nekem notranjem ravnovesju ali pa mi v ravnovesju z zunanjim okoljem. In ker nismo stabilni sistemi, smo sistemi, ki se ves čas spreminjajo, mi ne moramo biti stalno siti, stalno odžejani, stalno naspani, to nam je jasno. Ni nam pa jasno, da ne moramo biti stalno srečni, kot en paradoks. Čustva nam sporočajo, ko jaz čustvujem nežejno oziroma odžejano, vem, da bo to trajalo samo zgolj določen čas in da bom čez čas moral vnesti eno določeno količino vode ali česarkoli, ali počitka, hrane, dobrih odnosov. Tudi v odnosih ne moramo biti stalno srečni. Zakaj? Ker niso stabilni sistemi. In je ves čas treba nekaj početi, zato da bi se neko radost, zadovoljstvo, ugodje, ki se mi zdijo izrazito bolj pomembna čustva za blagostanje človeka, kot sama sreča. Bi dodal in dopolnil še to, da je v bistvu sreča izrazito potrošniško obravnavana v modernem času. In da je v bistvu pretiravanje z tem, da naj bi bili ljudje srečni ali pa ves čas srečni in tako naprej, povzroča dobesedno stiske, nelagodje, anksioznost, negotovost enega običajnega, modernega, preprostega človeka. Toliko za začetek z moje strani. Ja, če še lahko jaz, meni, bom rekel, te besede, sreča, ljubezen, pa tako so mi šle zmeraj na živce. Ravno zaradi teh razlogov, ker v bistvu je to, če grem malo na sociologijo, to je nek označevalec, ki označuje nekaj. Pri meni je to zmeraj označevalo bom rekel, neko zelo intimno področje, ker sem postal nervozen, če mi je hotel nekdo to moje intimno področje definirati na način, ki pač meni ni bil blizu. Tako da jaz ne vem, a je sreča, a je sploh čustvo, a ni to razpoloženje. Jaz sem pomislil, tako da sem pravzaprav bi rekel, da sem srečen, ker sem Lejo spoznal v življenju in da živiva skupaj. Ampak tako sestavina tega občutka je pa niz samih nesrečnih dogodkov. Ne vem, kako gre to skupaj. Ja, jaz bi v sreči rekla mogoče samo to, da se mi zdi, da je blazno veliko enih ljudi in enih zgodb in enih stvari, ki nam hočejo pojasniti, kaj to sreča je. Ampak vsi vemo, da je to, tako kot je Tjaša rekla, nek individualen občutek in recimo, zame osebno je sreča to, da ko sem jaz res slabo, ko se počutim slabo, kaj zamočam, ko mi gre vse narobe, da imam občutek, da imam nekoga, na katerega se lahko naslonim in mu to povem in bom slišana. To se pravi, ni treba, da sem srečna, ampak mi je pa to res velika sreča, da imam občutek, da imam pač neko varno okolje okrog sebe. In to je v bistvu zelo drugače kot ta euforični občutek sreče, recimo. Tako, ja. Zdaj smo že dobro načeli naše naslednje vprašanje in sicer, kaj bi nam znali povedati o mitih in resnicah o sreči? Mogoče Tjaša, če bi vi začela?
Ja, sreča je najbrž tisto, kar je eno tako, dajmo reči temu, najbolj prodajano blago v današnji dobi, a ne? Tako se mi zdi, en takšen komercialni produkt nekje postala. In nekako imamo ta imperativ sreče, ki ga beležimo v današnji dobi. Vsi moramo biti srečni ves čas. To je nekako en takšen prvi mit, s katerim se mi zdi, smo bombardirani na vsakem koraku. Če nisi srečen, je nekaj narobe s tabo in moraš, ne vem, ali nekaj pojesti, ali nekaj popiti, ali pa iti k psihoterapevtu. Skratka, ta imperativ sreče. Tudi to, kar je že Aleksandar, ki ste se dotaknili, da mora sreča po eni strani ves čas trajati, po drugi strani pa, da jo dosegamo vsi. To so eni taki standardni, se mi zdi, malo ta hlastanja za srečo, ki smo jim izpostavljeni vsak dan. To, da nam bo srečo prinesel nekdo drug, to je mogoče tudi en takšen drug mit, s katerim se danes velikokrat soočamo. Ali pa da nam bodo srečo prinesla neke zunanje okoliščine, nek avto ali pa neka materialna dobrobit. Velikokrat imamo tudi te mite v jeziku, ki jih imamo, rojen pod srečno zvezdo, da so nekateri ljudje nekako vedno srečni, da jih spremlja sreča. Imamo tudi mite, da so danes določene stvari onesrečujejo, kot je črna mačka, ki te steče čez cesto. Skratka, celotna naša kultura je bila od nekdaj prežeta z miti o sreči. Današnja potrošniška družba je pa potem te mite pripeljala v trgovske centre. En mogoče tudi tako mit, ki se ga je že Albert malo načel, pa ljubezen v povezavi z srečo, sreča in ljubezen kot nekaj, kar hodi z roko v roki. Kot partnerski terapevti pogosto vemo, da ljudje nekako enačijo stanje ljubezni za srečo. Tudi to je en tak mit. Kot je za pričakovati, noben od teh mitov nekako ne drži. Vsakega od teh bi lahko začeli, bi lahko malo pogledali pobliže in videli, da pridemo do tistega, čemur so Grki rekli srednja pot. To je ta starogrška, da noben ekstrem ne velja. In tudi pri vseh teh mitih vidimo, da če želimo biti na realni strani, na tem izven mita, pridemo na to, na eno sredino. Se pravi, kot je Aleksandar rekel, ne da se ves čas živeti z polnimi pljuči, vdih, izdih, sreča, občutki sreče, euforije in občutki žalosti. Celotna paleta mavrice je dejansko onkraj mita, naša življenjska realnost. Prav tako nam danes živimo v času, kjer nam veliko raziskav pomaga demistificirati te mite, ki so se gojili skozi zgodovino. Tako da mi danes vemo na podlagi znanstvenih raziskav, da nas neke zunanje okoliščine, neke materialne stvari ne pripeljajo do neke trajne sreče. Tudi vemo, da nas nekdo drug ne bo mogel trajno srečati. In prav tako vemo pogosto iz lastne izkušnje, pa tudi iz raziskav, da ljubezen, predanost, zavezanost ni vedno samo nek občutek sreče. Meni je zelo pri srcu tukaj neka raziskava, kjer so merili, kdo je bolj srečen. Se veste, te študije o sreči je bilo ogromno in kjer so na začetku želeli ugotoviti, kateri dejavniki prispevajo k sreči. In tako so raziskovali med drugim tudi to, ali so bolj srečni tisti, ki imajo otroke in tisti, ki nimajo otrok.
Pa so rekli, ja, nekdo je zdaj bolj srečen. Ja. Izkazalo se je, da je odvisno od tega, kako se je ta sreča merila. Če se je merila sekvenčno, se pravi, če so ljudi sprašali ob določenih trenutkih, koliko so bolj srečni na lestvici od 1 do 10, so tisti, ki so imeli otroke, bili, kaj mislite, bolj nesrečni. Če se je pa merili globalno, se pravi, če so vprašali, koliko ste na splošno bolj srečni v življenju, bolj zadovoljni, so bili tisti, ki so imeli otroke, bistveno srečnejši. Torej sreča, da dejansko vidimo danes skozi raziskave, da je en fluiden konstrukt, nekaj zelo individualnega, spremenljivega. In če želimo demistificirati srečo, potem je bolje, da malo razširimo tudi naš verbalni spekter, kako o sreči govorimo. Zato je meni ta beseda sreča tako malo, rečemo temu malo izpeta ali pa majčkeno zavajajoča. Bolj smiselno se izkaže, da govoriti o zadovoljstvu, občutju smiselnosti, izpolnjenosti, ja, tudi o euforiji, o ekstazi, o hrepenenju, o navdušenju. To so stvari, ki nekako bolj jasno opišejo in nam po drugi strani tudi pomagajo malo stopiti iz tega mističnega področja v bolj to človeško, konkretno, našo doživeto realnost. Miti o sreči je zelo veliko in jaz bi lahko očitno govorila o tem on and on, tako da dajem besedo še komu drugemu. Ja, vidim, Tjaša, si se imela čas pripravljati na tole, si se zelo dobro pripravljala. Kar jaz v bistvu sem sledil, je kontekst rabe tega pojma sreča v primerih, da kaj jaz vem, moj ta zlobni komentar ob teh raziskavah srečni starši ali pa nesrečni, koliko so imeli srečo pri otrocih, pa rečemo, koliko imaš srečno roko pri izbiri partnerja, ali pa koliko te, kaj jaz vem, če bi na loteriji zadeva, bi imel srečo, da si prišel do veliko denarja, ali pa imaš srečo, da dobiš dobro službo, recimo, in recimo ta kontekst je dejansko en tak, da je sreča nekaj, kar vreme, kar pač pride, pa imaš, jaz nimam nič pri tem. Skratka, ta odnos je v bistvu je že porabniški, imeti srečo, kot neka lastnina, kot neki, kar nima veze s tem, da sem jaz, bom rekel, svoje sreče kovača, ki je tudi še ena taka floskula. In to je zanimiv ta kontekst, ki nas v bistvu pasivizira, da čakaš in si lahko pač, zdaj imaš srečo ali nimaš srečo. In nek drug kontekst je, da sam lahko pridem v stik, so pač, ti koncepti okoli. Meni čuječnost tukaj nekako ne paše zraven kot prevod mindfulness. Jaz bi bolj rekel neko polnost uma, polnost doživljanja, polnost zavedanja, ki nas pripelje v stik z tem, kar Tjaša praviš, neki drugi opisi, zadovoljstvo, polno imamo teh opisov. Jaz bi šla tukaj mogoče malo praktičen del, da ne bomo tako nasplošno govorili. Če recimo sam podelim eno izkušnjo, jaz se ne spomnim, da bi k nama prišel klient, ki bi nama rekel, jaz si želim biti srečen. Spomnim se, da k nama prihajajo klienti, ki niso zadovoljni, ki ne najdejo smisla, ki imajo razne strahove, ki se obremenjujejo, v bistvu niti ne z nesrečo, ampak z nekim slabim
občutjem glede tega, da mogoče niso naredili dost, da bi najdel pač nek smisel zase, a ne? Na različnih področjih seveda, a ne? In prej sem se hotela pošaliti, pa sem hotela reči, jaz, ko sem se rodila, sem dimnikarja srečala, pa sem se za gumb parila in imam že celo življenje srečo. Ker to je tudi ena taka, ne. Skratka, jaz mislim, da o sreči se zelo veliko piše, pa dejansko se jo zelo veliko zlorablja v potrošništvu in nasploh tudi v kakšnih, recimo, tudi po socialnih omrežjih se jo zelo zlorablja. Mislim, da je to zelo škodljivo tudi za ljudi, ki k nam prihajajo. Dejansko pa ljudje, ki iščejo pomoč, nikoli ne rečejo, jaz sem prišel zato, ker nisem srečen, pa bi rad bil srečen, a ne? Saj mi dva nimava te izkušnje. Ja, če se pridružim svojim razmišljanjem, bom bolj moje refleksije o tem povedal. Jaz sem 30 let nazaj še, ko sem začel predavati, spraševal namenoma, kaj si vi najbolj želite za svoje otroke. Pa sem še prevladovala so takrat v začetku 90-ih let odgovori, da bi bili zdravi, je bil zelo na vrhu. Medtem ko leta 2015, ko vprašaš v vrtcu starše, kaj si najbolj želijo za svoje otroke, dvignejo roke in po vrsti, da bi bili srečni v življenju, da bi bili srečni, ta kult sreče. To mi tudi ljudje, ki pridejo k meni ali coaching ali v terapijo in tako naprej, oni ne rečejo, da si želijo biti srečni, ampak opaziš pod gladino to hrepenenje po sreči, to odsotnost sposobnosti sprejemanja cele palete, ali pa kot je Tjaša rekla, cele maurice čustev, ki so človeške, ki so del našega življenja. In mi v resnici, modern človek, jaz pogosto opažam, nima frustracijske tolerance, ker je navajen živeti v ugodju od malega in potem se mu zdi, da to ugodje pol zamenjuje srečo. In da je fajn, kot bi rekla Vesna Godina, ta kult tega, da nam je fajn, nekaj je prav, nekaj je odgovorno vedenje. Ne vem, jaz se spomnim mojih staršev, njim je bilo ključno, da mi priučijo delovne navade in moralo in etiko. Za ostalo boš se še sine ti znajdu sam. Nekje globoko v sebi so si pa želeli, da ne bi bilo lakote, pa da bi bili zdravi. Tisto, kar so nosili še una generacija z druge svetovne vojne. Medtem ko zdaj, ko živimo v tekem relativnem, če mi dovolite, se veste, kaj hočem reči, blagostanju, z vsem spoštovanjem do ljudi, ki težko se stavijo mesec, začetek in konec, ampak neko relativno blagostanje, pa je ta kult tega trajnega nekega ugodja, brez sposobnosti dojemanja, da je ljudje tako lakota, kot utrujenost, kot bolečina sestavni del zdravega, funkcionalnega človeka. In sposobnost umevanja teh preprostih dejstev, tega sprejemanja življenja kot takega, in tukaj bi uporabil besedo, ki ste vsi že do zdaj uporabili, smisla, videti smisel svojega obstoja v preseganju preprostega vprašanja, ali si srečen ali nisi srečen. Ker mi smo edino živo bitje, ki je sposobno zavestno iti v bolečino in odloženo zadovoljstvo videti nekje v prihodnosti. Druge živali se, ko bi rekel, nagonsko obnašajo proč od nevarnosti in k ugodju. Mi pa gremo dejansko lahko v neugodje zato, da bi si zagotovili kasnejše ugodje, lagodje in tako naprej. In ravno ta zavest, tukaj bi se mogoče spet poigral z tem, ko je Albert rekel mindfulness. Jaz mislim pa, da smo tokrat bistveno boljše prevedli ta pojem, kot je v originalu. Ker čuječnost se ne nanaša zgolj na mind, kot je mindfulness, ampak čuječnost v mislih, v čustvih, v doživljanju, občutkih in tako naprej. In je dosti bolj poln pojem. Ker od Renéa Descartesa naprej, in mislim torej sem, ker je racio v začetku renesanse dobil, bom rekel, preko primarno vlogo v razvoju družbe, smo iz čustev, iz duhovnosti naredili drugorazredne teme. In ravno čuječnost, ki omogoča več kot samo mentalno prisotnost, se mi zdi en korak k temu, da ti greš v bolečino, da sprejmeš sporočilo bolečine, strahu, negotovosti kot sestavni del tvojega bistva.
in na tem gradiš. Ali skozi odnos, kot je Leonida prej rekla, ne, ker imam nekoga, s katerim lahko to podelim, ali kako drugače. Ne. To so potem tehnike, kako te zadeve rešujemo. Ampak smisel je veliko globlji kot v iskanju sreče, lagodja, ugodja in tako naprej. No, pa da se navežem v bistvu tudi na to, kar ste že zdaj povedal. Kako pa izredne razmere, v katerih smo se pač znašli sedaj in v katerih moramo sedaj živeti, kako te razmere vplivajo na srečo oziroma bolje povedano na blagostanje, torej na to, kako smo mi zadovoljni z življenjem, kako smo zadovoljni s seboj, kako smo zadovoljni z odnosi? Jaz lahko podelim eno mojo izkušnjo v zvezi z, ne vem, jaz bi temu rekel naravnanost zavedanja, pa je to spet nek moj prevod angleškega mindseta. Pa je zanimivo, ne? Tudi v bistvu dejansko uporabljamo neke označevalce, ne? Pod katerimi imamo vsi pač neke svoje predstave. Ali pa, ne? Če rečem, ne vem, slon, ne? Si bo verjetno vsak nekega svojega slona predstavljal, ampak je pač to ekonomično, da ne rabimo teh slonov zdaj okoli trogati, pa ne si jih kazati, da se nekako približno razumemo. Skratka, to hočem reči, ne, da ta, bom rekel, ko so se začele informacije okoli mene, da se nekaj spreminja in da bo nekaj šlo na slabše, da bo nekaj, da bom za nekaj prikrajšan, da mogoče nekaj, da je zdravje lahko v nevarnosti, smrt je zraven bila, ne, skratka, ni bilo več tako zelo varno. Sem se jaz, tako bom rekel, zavestno naravnal, ker pač poznam sebe, da v takih situacijah rad zapadem v paniko in me pol panika premaguje, ne, da se ne bom pustil. In mi je tako zelo dobro uspevalo to, ne, da sem v bistvu rekel, kaj so povezovalni načini, kaj me ohranja pri sebi, humor je ena dobra stvar, skratka vse to, kar vemo, da tudi imunski sistem krepi, kaj mi daje smisel, recimo, vse te, bom rekel, stvari sem nekako zbral skupaj, tako na en tak kupček in sem jih negoval. Sem imel cel dan dosti dela, da sem negoval te stvari, sem bil tudi precej produktiven ob tem, precej fleksibilen sem bil, precej sva se lahko prilagodila in tako sva midva kar dobro preživela, bom rekel, ta prvi val. Jaz lahko rečem, da ko sem jaz vedela za karanteno, pri nama je drugače glih obratno. Jaz sem tista, ki sem go, pa dogodivščine, pa ustvarjalnost, pa dajmo, ne bojo nas. No, tokrat me je pač res sam tako, ko sem začela dobivati maile, te odpovedi in sem imela občutek, da se mi pač 30 let najnega dela samo ruši v prah. In če ti ne bi takrat, pač, če Albert ne bi potegnil, če on ne bi v bistvu en mesec vlekel vagona, jaz ne vem, kako bi pač jaz preživela in me je res pač to rešil. In ravno tukaj hočem reči, velikrat tudi slišimo, to je tudi en mit, srečo imaš v sebi. To se pravi, če zdaj zgine ves svet, pa jaz ostanem sama, to se pravi, imam še vedno možnosti, da sem srečen človek. To je upanje, ampak jaz ne verjamem v to. Jaz verjamem, da smo mi bitja v bistvu neke skupnosti, da smo pleme, in da dejansko vplivamo drug na drugega, s svojim razpoloženjem in s svojimi odzivi na druge ljudi. Tako da tukaj bi jaz samo to rekla, da v resnici se vsi premalo zavedamo odgovornosti naših sporočil.
Tudi recimo, ko jih pišemo po socialnih omrežjih, tudi ko se pogovarjamo, tudi ko se otrokom odzivamo, tudi zdaj mi, ki tukaj sedimo na tej okrogli mizi, imamo neko odgovornost, ljudje nas poslušajo in ljudje zelo resno jemljajo kakšne stvari, ki jih tako slišijo. Zaradi tega se mi zdi pomembno tudi to, kako se mi pač v tem našem plemenu, meni itak, vsi mi pravijo, da sem naivna, jaz zelo močno čutim to povezanost med nami in zelo verjamem v dobro, zato pač tudi to širim. In zelo verjamem tudi v to, da mi vsi izbiramo in naša vedenja in da z našimi vedenji tudi izbiramo, kako se počutimo. Zdaj, ali je to sreča, ali je zadovoljstvo, tukaj so pa lahko debate zelo široke. Ja, mogoče, Leonida, bi se jaz navezala tukaj na to odgovornost, na ta pomen te socialne resničnosti, ki jo skupaj ustvarjamo. Tako meni se je zdelo zelo pomenljivo, kako je šel ta prvi val mimo. Tako ljudje, ki so prihajali k meni, sem opažala dva zelo različna odziva. Po eni strani je bilo veliko ljudi, ki so bili zelo prestrašeni, zelo obupani, zelo jezni, ker so se jim zdeli, da se jim kratijo neke temeljne pravice. Po drugi strani pa je bilo tudi veliko ljudi, ki so se jim pa zdeli, da je bila ta, veliko so rekli, tale korona, tale karantena je bila blagoslov za nas. Zato končno sem dobil čas, da sem počela stvari, za katere prej ni bilo časa. Bili smo veliko z družino, jaz tako se ne pomnim, kdaj smo tako z družino vsak dan hodili na sprehode in hranili putke pri sosedih in tako res preživljali en quality time together, tako res en čas skupaj. Tako zelo široka paleta teh odzivov je bila. In zdi se mi, da je res zelo pomembno, kater vidik bomo izpostavljali. Ljudje dejansko smo družbena bitja in te okoliščine, v katerih smo se znašli, so posebne. Zato je potrebno, da zgradimo ene drugačne odzive, da najdemo, poiščemo ene drugačne načine, kako bomo zadovoljevali tiste naše potrebe, ki jih imamo. In lahko gledamo kozarec na pol poln ali pa na pol prazen, kot vedno. Enkrat mi je ena gospa ob tej priliki rekla, veste, Tjaša, jaz sem vesela, da sploh imam kozarec. Jaz sem se ob tej njeni misli zelo ustavila. In se mi zdi, da je za mene osebno ta korona, ta COVID pravzaprav bil en velik poziv, da ozavestim vse tiste stvari, ki se mi običajno zdijo kot samoumevne. In da se zavem, koliko dobrega pravzaprav je okrog nas. Izkazalo se je, da ne zunanje okoliščine, ne sama dejstva, ampak ne sama dejstva, v kakšnih okoliščinah smo se znašli, ampak naša psihična čvrstost, rezilientnost, naš notranji imunski sistem je ta, ki nam bo pomagal, ki bo odločil, na katero stran bomo nagnili tehtnico. In prav v tem času, prav s to korono, sem se jaz res zavedla pomembnosti tega našega poslanstva, tega mojega poslanstva, ki ga jaz delam. Veste, ko sem se jaz odločila za študij psihologije, se je moja mama zelo razjezila. Rečemo, da je fasala živčenega. Moja mama si je zame predstavljala, da bom delala nekaj koristnega, nekaj konkretnega, nekaj takega, da res nekaj delaš. Avtomehanik. Recimo vsaj, ali pa tako, da se vidi, ne pa nekaj kar tako, prazen zrak mešati, ali kako se že temu reče. Jaz to, kar delam, zelo rada delam, jaz v tem zelo uživam, jaz to zelo globoko doživljam, ampak vendarle včasih se veste, tudi v psihoterapiji se pogosto srečaš tudi z tem, da se ti zdi, da si postavljaš vprašanje, a je to, kar delam, sploh smiselno.
In ravno skozi izkušnjo COVID-a sem si rekla, ja, Tjaša, je. Vsi ljudje, ki skrbimo, ki podpiramo ljudi, da gradijo psihično zdravje, psihično rezilientnost, notranjo moč, ta imunski sistem, ki spodbujamo ljudi, da gradijo bolj kvalitetne odnose, da prihajajo bolj v stik sami s sabo, z uresničevanjem svojih potencialov, z iskanjem smisla. Vsi ti ljudje dejansko pripomoremo k temu, da se bo COVID premagal na en čim bolj, recimo temu, konstruktiven način. Tako da prav skozi to izkušnjo se mi zdelo, da nam je tako zelo osvetlilo, kako je pomembno, da skrbimo za ta naš notranji kapital. Če kaj, se mi zdi, da nas je COVID usmeril od zunanjega k notranjemu. Se veste, veliko je bilo teh idej o dobi vodnarja in kaj jaz vem kaj, mislim, to ni my cup of tea. In govorilo se je o potrebi po neki družbeni spremembi, ki bo prišla od ne vem kje. No, tako. Če kje se mi zdi, da potem mogoče, če iščemo ene paralele, se mi zdi, da vsaj tako, kot jaz opažam pri ljudeh, ki prihajajo k meni, kot jaz opažam pri mojem lastnem doživljanju, pri doživljanju moje družine, dejansko nam je bil ta COVID en poziv od potrošniškega norenja, bolj v to, v stik sami s sabo, v notranje poglabljanje, v tem, da smo zares začeli razmišljati, kaj je res pomembno, kaj je res bistveno. In tukaj smo potem prišli tja, kar nam znanost v sreči vedno znova kaže, kar kaže vse številne raziskave, odnosi, naši bližnji odnosi, uresničevanje naših potencialov, naša kreativnost, skrb za drugega, skrb za skupnost, povezanost in pa osmišljanje naše življenjske zgodbe. Jaz verjamem, da je COVID marsikomu marsikaj vzel. Tako kot jaz rada rečem, tudi moja slepota je meni marsikaj vzela. Ampak tako, kot je meni moja slepota na drugi strani tudi marsikaj dala, verjamem, da lahko izkušnja COVID-a nam vsem marsikaj da nas naredi bolj človeške, bolj povezane, bolj odprte za celotno paleto naših čustev, tako kot ste Aleksandra rekli. Tako da jaz sem prepričana, da je na nas, Leonida, tako kot si rekla, da se odločimo, na kateri strani bomo. A bomo dobili, a bomo pa izgubljali. Če še dopolnim to razmišljanje s svojim pogledom. COVID je zunanja okoliščina, je nekaj, kar v bistvu zgolj posredno morda lahko nadziramo za svojim vedenjem. In seveda zunanje okoliščine so dražljaji in te dražljaje mi interpretiramo, torej si jih razložimo. In noben dražljaj sam po sebi ne nosi s sabo že tudi interpretacije. Smisel, pomen dražljaju da vsak posameznik sam. Pa je zelo, zelo preprosto. Ko otrok star 5 let gleda skozi kuhinjsko okno ven, piha, reče, bomo spuščali zmaja, pada dež, bomo skakali po lužah, pada sneg, se bomo vozili s sankami, je sonce, se gremo kopat. Če gleda človek star 50 let, pismo piha, ne moramo iti pobirati toliko, nam bo vse nosilo po vrtu. Pada dež, je bela cesta, ne moramo iti, bomo vsi mokri. Sije sonce, penti ta vročina, kaj bomo mi od te vročine. Tako da v bistvu gre za interpretacijo in ta interpretacija povzroči potem, kako se mi počutimo. In tako kot so lepo predhodniki rekli, na koncu koncev z načinom, kako interpretiramo zunanje dražljaje, povzročimo, kako se mi počutimo. Torej, marsikdo, komu je težko sprejeti, da je on kriv ali pa odgovoren, boljše, za svoje počutje, da smo sami kreatorji svojih čustev. Če razumemo, da mi interpretiramo zunanje okoliščine s nekimi svojimi
izkušnjami, pričakovanji, namirami in tako naprej, potem seveda na ta način povzročamo tudi svoje občutke. Ne? Za mamo je razumljivo, da se ji meša, ko si otrok prebije brado, ne? Ampak bi bilo pa noro, če bi od kirurga, kamor ga prepeljamo zašit, tista dva šiva, ne? Enako norev. Ne? Ta držljaj za njega je čista rutina, razkuži, razčisti, 2 klamfici, obveže, pa gremo domov, pa naslednji. Ne? Tako da hvala Bogu, da različno interpretiramo okoliščine. In tu je še eno izjemno zanimivo vprašanje bilo postavljeno strani ene naše poslušalke, vidim tukaj na chatu, ne, ali je bivanjska praznina lahko vzrok za nesrečo. Bivanjska praznina, kot jo ali jaz ali psihologija razume, pomeni globoko odsotnost stika s sabo, s svojim bistvom. Ne? In logično je, da je odsotnost stika s sabo posledično ne more biti kakšna evforija ali pa prijetno čustvo. Ne? In gre za občutenje nezadovoljstva. Zdaj, sam pojem nesreče se velikokrat zlorablja s tem, da se ti je nekaj zgodilo, zaradi česar si nesrečen. Ne? Medtem ko na bivanjski praznini, ne, pa bi, če kdo komu se ljubi brati Froma, recimo, bi bilo fenomenalno, ne? Da si gre pogledati, kaj je to smisel, kaj je volja po smislu in tako naprej, ali pa Viktorja Frankla, fantastične psihologe, ki so govorili o pomenu tako stika s sabo in kot so govorili moji predhodniki, stika z drugimi ljudmi. Ne? Torej, a smo mi bolj individualno ali smo bolj družbeno bitje? Ja, oboje smo. Ne, to je spet eno tako razsvetljensko vprašanje, ne, koliko v bistvu se podrediti družbi, da ne bi družba razpadla, ne, in koliko ohraniti individualnosti, da se jaz ne bi raztopil v družbi in družbenih odnosih. In ravno to tehtanje, ne, med tem, koliko sem jaz družbeno bitje in koliko sem jaz samosvoj in iskanje spet enega ravnovesja, ki mi omogoča potem iskanje ene notranje polnosti v nasprotju s to praznino, če se ne počutim ne v stiku s sabo, ne vpet v družbo. Jaz bi mogoče sam na en tak paradoks te situacije spomnil. Jaz pač gledam na potrebe, ki jih imamo sami do sebe ali pa iz stika s sabo in potrebe, ki jih imamo iz odnosov z drugim. Pač zdaj attachment, bom rekel, je literature ogromno in tudi precej raziskav na to temo. Skratka, mi rabimo imeti občutek, da je nekomu mar za nas, rabimo imeti občutek, da smo lahko z nekom v stiku, rabimo občutek, da nas nekdo lahko sliši, tudi fizični stik je potreba, zdaj pri najstnikih še posebej. In te, bom rekel, omejitve fizičnega druženja so, bom rekel, paradoks, mogoče prvič v zgodovini, ko zmeri, kaj je bilo težko, so ljudje skupaj stopili, skupaj so potegnili in so skupaj, bom rekel, premagali pač neke težke zunanje državljaje. Zdaj je v bistvu to kot neka grožnja, lahko smo drug drugemu nevarni. In je tako malo, kot med ježovci, pač, ki jih zebe, pač se skupaj tišijo, sam pol imajo pa vodice, pa se zbodajo, se morajo pa odmakniti. In je neka nova situacija pravzaprav glede te bližine. Jaz bi mogoče tukaj še izpostavila eno stvar, ki jaz zelo opažam zdaj v zadnjem času, v primerjavi z spomladansko izkušnjo, se mi zdi, da je zdajle več tesnobe, vsaj jaz opažam vzdušje, ki je zdajle bistveno težje, ljudje se mi zdijo bolj prestrašeni, bolj tesnobni, bolj zaskrbljeni. Albert, mogoče malo zaradi tega, kar si ti rekel, ker imamo to izkušnjo izolacije. Tako, ker ljudje prihajajo k meni, kaj jih najbolj skrbi, ja, ok, finance, ampak bolj kot finance, vsaj to, kar ljudje k meni prinašajo, je, joj, spet bom sama, izolacija, izoliranost. To se mi zdi, da
najbolj bremeni. Danes je bila tako lušna ena gospa, je prišla k meni zjutraj na terapijo, sem šla delati v službo, en dan, a ne, v tednu grem delati v službo, pa sem videla čistilko. Sem je bila tako vesela. Sem se kar 20 minut pogovarjala z njo. Ja? Ta človeška potreba po stiku, ljudje smo socialna bitja in mislim, da je to tako nekaj, kjer zelo veliko ljudi trenutno doživlja veliko stisko in tudi zdaj to gibanje, prej smo bili vendarle, je bila pred nami pomlad, pa je bilo vreme lepo, veliko smo hodili na sprehode, veliko se je dalo gibati, tako da zdaj se dnevi se krajšajo, eno hladno obdobje je pred nami, tudi mi vemo iz raziskav, vendarle, da kardiovaskularna aktivnost dejansko izboljšuje razpoloženje. In tukaj mislim, da je pomembno, da bomo prevzeli en del iniciative odgovornosti za naše lastno subjektivno blagostanje, se pravi za skrb zase, da bomo ozaveščali naše potrebe, jim sledili in se aktivno angažirali za to, da ostanemo zdravi, se pravi, da se povezujemo, da iščemo možnosti. Možnosti je veliko, ampak treba bo najti nove načine, mogoče proti virtualni stiki, nam ogromno možnosti odpirajo. Meni je bilo tako zanimivo, jaz se ukvarjam z online terapijami že več kot 15 let in vedno je nekako en zadržek, mislim, meni se zdi online super, ampak vedno je nekako ljudi, moja izkušnja vlade je bilo ljudi težko nekako motivirati, zato vsi bi rajši osebni stik. Za korono spomladi smo šli na online in ljudje so potem, silom prilik to vendarle sprejeli. Kar je bilo meni zanimivo je to, da je, 40% ljudi, ki so šli online, ostalo online in še vedno delamo online. En gospod je tako fajn rekel, veste, Tjaša, sem videl, da se mi tudi po telefonu pa po Skypu čist fajn pogovarjamo. Tako da, mogoče pa tukaj ravno skozi to odkrijemo neke nove načine, neke nove možnosti, stopimo v neke nove stvari. Jaz prej nikoli nisem uporabljala Zooma, zdaj je to šiba, laufa, ni da ni. Tako da, moja cela družina je začela hoditi v hribe. Mi prej nikoli nismo toliko hodili kot zdaj. Vendarle se ene stvari odpirajo in se mi zdi pomembno, da prisluhnemo svojim potrebam, da iščemo ene nove potrebe, da se iz tiste težke izkušnje, ki smo jo doživeli spomladi, učimo in jo vzamemo kot vzpodbudo za to, da iščemo nove načine, bolj kot strah. Dajmo to vzeti kot en kamen, na katerega bomo stopili in segli više, ne pa kot en kamen, čez katerega smo se spotaknili in se še zdaj ljubimo in se silno bojimo, da bomo spet padali. Tako da jaz bi tukaj res rada izkoristila to priložnost, zato da generiramo med nami pogum, da se opogumljamo, da iščemo načine, veliko imamo resursov, imamo drugega, imamo veliko znanja, psihologija, pozitivna psihologija. Je tukaj en res bogat, znanstveno utemeljen vir, ki nam lahko pomaga, da gremo čez to krizo boljš. Vse teme z področja psihološke čvrstosti, rezilientnosti nam tukaj lahko pomagajo. Nismo nemočni, veliko imamo, dajmo izkoristiti kapital, ki ga imamo. Zdaj za konec bi pa jaz postavila še vsem našim gostom eno vprašanje in sicer, kako pa vi poskrbite za svoje blagostanje in za to, da ostanete srečni tudi v težkih trenutkih? Pa mogoče bi Aleksander kar vi začel? V bistvu to čudovito vprašanje se da nosi s sabo tudi paradoks, kako jaz ohranim srečo tudi v težkih trenutkih. V težkih je ne. Se v bistvu, če bi bil v težkih trenutkih srečen, pol ne bi reševal težkih trenutkov. Dostikrat tudi študentom sem rekel, sreča ima v svojem potencialu izrazito disfunkcionalnost. In če bi se res prav črno pošalil, bi rekel, najbolj srečni ljudje
so na hudih tabletah. Ne? Torej, manija, manična motnja je na hujših rezistentnih motenj in dela ljudi čisto disfunkcionalne. Torej, ko sem jaz nesrečen, seveda razmišljam o strategijah, kaj lahko v teh okoliščinah počnem ali naredim za to, da bi popravil svoje razpoloženje. Veste, srečo jaz doživljam dejansko res kot tiste čustvene trenutke, pri katerih morda niti nimam kakšne posebnih prstov vmes. Recimo, ne vidim svoje hčere 6 mesecev, pol pride domov in seveda v tistem trenutku sem srečen, jaz sem presrečen, ko jo lahko objamem. Tudi če jo vidim 2-krat, 3-krat ali pa 5-krat na teden preko Skypa, jo objamem, je to nekaj neopisljivega in takrat res ni pomembno nič drugega. Ni pomembno, a je COVID, ni pomembno, a bomo jedli kosilo čez 5 minut ali čez 2 uri, nič. Takrat sem v resnici disfunkcionalen, ker vidim samo svojo hči. Potem, ko mi je hudo in objamem svojo ženo, spet sem presrečen, ker je. Ok, sem se trudil en čas nekoč, pa tudi vsak dan pomalem, ampak vendarle, takrat v bistvu je ta sreča prekrije vse ostale in ali bomo šli po otroke, ali bomo skuhali kosilo, ali bomo pospravili stanovanje, takrat je samo jaz in ona in ta sreča kot taka. Na srečo, tako spet rekel, na srečo to ne traja dolgo, in potem lahko živimo naprej v miru, tako kot se spodobi in kot se zagre. Toliko moja pika, recimo, na i. Ja, kako jaz poskrbim zase? Jaz imam pa eno veliko srečo v življenju in sicer to, da sem se rodila strahotno radovedna. To pomeni, da odrasli, ki so me vzgajali, niso uspeli iz mene stolčiti do konca tistega malega otroka. In da jaz odraslim nikoli nisem čist zares verjela, ampak sem vedno preverjala, če imajo prav. In to mi v življenju zelo prav pride, zato ker to, kar je prej Aleksander rekel, da je interpretacija pomembna, je čista resnica. Skratka, jaz sem ful dobra v tem, na koliko načinov lahko vidim dež, na koliko načinov lahko vidim vse živo in zelo hitro preokviram stvari. In kot sem rekla, da tale karantena prva je bila zame zelo nepričakovana, oziroma nisem pričakovala, da se bo to zgodilo, to se pravi, se nisem pripravila in sem rabila kar nekaj časa in je Albert v bistvu prevzel s to igrivostjo in s tem preokvirjanjem. A veste, kaj je on naredil? On je naredil, ko so nam občine zaprli na vrata napisal, na ena vrata Črnomelj, na ena Kamnik, midva sva bila tle v Bohinju. Na WC-ju je bil Koper in pa ni rekel, jaz grem na WC, ampak je rekel, zdaj grem jaz malo v Koper. In so tako v hiši menjala občine. In pa je šel po stopnicah gor in je rekel, danes gremo v hribe. In je življenje postalo ful zabavno, zato ker sva začela v bistvu razmišljati o tem, kako bova se drugače izražala in kako bova, in to recimo je način, ki mene že celo življenje v bistvu mi pomaga, da tudi prebrodam težke trenutke, ker seveda jasno so in tudi kaj pa bi bilo, če jih ne bi bilo, se sploh ne bi vedeli, kdaj se počutimo dobro, kdaj pa slabo, in sploh ne bi vedeli, kaj nam paše in kaj nam ne paše in bi lahko ljudje z nami počeli, kar bi hoteli. Tako da, skratka, jaz sem hvaležna za radovednost in to možnost preokvirjanja, s katero tudi zelo popestrim najin odnos. Albert, preden ti odgovoriš, sam pol, ali pa mi boš pol povedal, sam zakaj si na WC napisal Koper, sam to me zanima. Tam imamo bano in v bani se lahko skopaš in to je tako. Ok, torej kopalnica, ne straniče, kopalnice, bravo. Kopanje in Koper gresta najbolj skupaj. On se bi mogel na strop narisati, a veš, pa bi bilo to. Ne v zvezi s kakšnimi fekalnimi zadevami, ampak z temi užitki. V bistvu jaz bom rekel zdaj že
kar dobro znam, no. To sem se mogel naučiti, je, da lahko preusmerim. In jaz imam zaradi tega tudi neke slike, recimo, kaj se zdaj najnovejša slika je, kako smo šli z otroki v hribe. Danes imam recimo eno zelo močno sliko, najin sin, ki je rokodelec, ki sem ga jaz ves čas hotel tlačiti, da bi bil intelektualec, ampak on se je že rodil kot rokodelec. On ustvarja iz lesa in dela električne kitare, se je prijavil na eno svetovno tekmovanje izdelovalcev. Zdaj smo en teden trepetali, a se bo uvrstil med prvih 30, a ne? In danes se je uvrstil. In danes je bilo, bom rekel, razglašeno, da je zasedel 3. mesto. In tako, skratka, jaz sem mu celo mladost sem mu onemogočal, da bi on doma rezbaril in da bi imel svojo delavnico. In tako sem res srečen, da je, bom rekel, ob vseh teh ovirah in nespodbudnem okolju ta svoj notranji klic pripeljal na to mesto. Kam pretiravaš, ampak dobro, ja. A ne, ker so se tvoji otroci rodili, so bili vsi doktorji znanosti. Ok, še Tjaša. Ja, ta skrb zase, to se meni zdi eno tako blazno pomembno poglavje, tako v mojem življenju. Jaz imam tudi, Leonida, tako kot si ti rekla, eno neverjetno sposobnost preokvirjanja, se pravi videti stvari v drugačni luči. To, kar je Aleksandra, kar se je izpostavil kot reinterpretacijo. In najbolj je to tista stvar, ki je mene skozi celo življenje reševala ali pa me še rešuje. Zelo pomemben se mi zdi tudi, ja, seveda, povezanost. Za mene je gotovo en izmed pomembnih, ključnih virov moja družina. Jaz velikokrat rečem, moj svet stoji ali pa pade glede na to, kako smo mi doma. Če je kaj narobe z mojimi otroci, če je kaj narobe v mojem partnerskem odnosu, to so stvari, kjer se meni zamajajo temelji. Ja, zelo pomembno mi je potem tudi živeti v skladu z vrednotami. Ja, se pravi, tudi če gre kaj kje narobe, ker v družini valjda grejo stvari tudi narobe, je pa vedno za mene osebno pomembno, da se vprašamo, kaj je Tjaša Maksimiljana Kosne, kje si pa ti čisto zares, kaj pa je tebi pomemben. On bi šel na morje, ti bi šla v hribe, on bi šel na morje, ta drug bi šel v hribe, ok, kaj pa ti? Ne? Tako da se vrnem k sebi, k mojim vrednotam, kaj ti pomemben. Tu živeti v skladu s tem notranjim klicem, z notranjimi vrednotami, je za mene gotovo ena izmed rdečih niti, ki se seveda povezuje tudi s Franklom, ne glede na zunanje okoliščine, tudi če so zunanje okoliščine še toliko zahtevne, ne vidiš še toliko negativne. Če jih uspemo zaživeti v skladu z našimi vrednotami, smo na tem, da doživljamo srečo, zadovoljstvo. In seveda humor, zato sem jaz tako hvaležna mojemu partnerju, da me po skoraj 20 letih še vedno nasmeje, kar jaz mislim, da je tako ena zelo, zelo, zelo velika stvar za vse najine izzive, za vse moje izzive. In en velik steber za mene je tudi moje delo z ljudmi, moja terapevtska praksa, se pravi to, da lahko srečujem ljudi v njihovih stiskah, da lahko ljudem v njihovih stiskah pomagam. Če pridem jaz v moje prostore, v moj delovni prostor, tudi če sem kdaj slabe volje, če sem žalostna, tesnobna, po nekaj minutah terapevtskega dela sem jaz čez druge, sem jaz v redu, tako da me že mož včasih reče, Tjaša, čas je, da greš delati. Ker se meni
to, delo, stik z drugimi, možnost pomagati drugim, srečati druge v njihovim trpljenju, pomaga meni razširiti moje obzorje, tako da jaz zagledam včasih to svoje zrno graha, ja, in mogoče nekaj žulta, včasih res se mi zdi, da smo mečkam princeskasti, pa da sem jaz mečkam princeskasta, ko v tem našem svetu, polnem izobilja, doživljam kakšne stvari tako zelo tragične, zelo težke. Včasih, ko potem malo pogledaš okrog sebe in srečaš druge ljudi v njihovem trpljenju, lahko potem lažje postavim jaz svoje težave, svoje stiske v eno bolj objektivno perspektivo. In mi tudi to, da lahko pomagam nekomu drugemu, mogoče ponudim roko, pomaga meni lažje iti naprej. Zato se mi zdi, če mi je kaj takega, kar bi jaz izpostavila kot, kar je za mene najbolj pomembno, je gotovo preskrbi zase, stik s sabo, z vrednotami, povezanost z bližnjimi in osmišljanje svojega življenja skozi pomoč soljudem. In COVID, nam tukaj ponuja veliko priložnosti. Tako je, res je. Najlepša hvala vam, dragi gostje, da ste si vzeli čas in z nami delili svoje znanje, izkušnje, razne zabavne zgodbice in tako so ustvarili del našega spremljevalnega programa. Najlepša vam hvala. Še enkrat bi se rada zahvalila tudi Škodi Slovenija, ki je omogočila ta dogodek, in seveda tudi ekipi Video Lectures, ki vse snema. Hvala tudi vam. Hvala tudi vsem poslušalcem za podporo in vprašanja ter prijazne komentarje in seveda tudi razne spodbudne besede, ki ste jih zapisali v komentar. In upam, da vam je bila okrogla miza všeč in da se seveda vidimo tudi naslednje leto. Pozitivna psihologija na sejmu Narava zdravje. Samo za vas, prek spleta v živo. Dobri odnosi, dobro življenje.